Osrednji del Španije je zaradi močnega sneženja ohromljen. Na severovzhodnem delu je promet ohromljen. Oblasti so se odločile in zaprle šole. V mestu Huesca je čez vikend padlo ogromno snega. Zaprte so bile avtoceste, saj so zaradi sneženja nastajali dolgi zastoji. Snežna nevihta je prišla iz zahodnega dela Španije in je prizadela 17 španskih provinc. Meteorološka agencija je izdala rumeno opozorilo za močno sneženje, veter in zelo nizke temperature. Plameni so zajeli veliko tovarno z barvami v Londonu. Londonska gasilna brigada je lokalne prebivalce na območju Staples Cornerja opozorila, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj imajo zaprta okna. S požarom se je borilo 100 poklicnih gasilcev. Predstavnik londonske gasilne brigade je dejal, da ni bil v požaru nihče ranjen. Uničena je bila samo zgradba. Severna in Južna Koreja naj bi organizirale prve uradne pogovore zaradi udeležbe in organizacije zimskih olimpijskih iger. Pogovori naj bi tekli o tem, kako bi se lahko športniki iz Severne Koreje udeležili zimskih olimpijskih iger v mesecu februarju v Južni Koreji, saj se bojijo konfliktov, ki bi lahko nastali. Južnokorejska delegacija je prečkala most na poti do mesta, kjer se bodo vršili uradni pogovori. 5 visokih uradnikov iz vsake strani bo poskusilo poiskati dogovore in ustrezne rešitve za zimske olimpijske igre. Ne glede na to, da je rdeča nit pogovorov šport, bodo svetovni voditelji pozorno spremljali kakršnekoli znake zmanjšanja napetosti med obema Korejama. Sanje ali resničnost? Z velikim zaslonom na armaturni plošči, ki se razprostira po širini avtomobila, in tablična naprava na volanu električnega avtomobila z lastnim pogonom je zagotovo nov mejnik v razvoju avtomobilistične industrije. Byton je najnovejši kitajski prototip, ki so ga pokazali v Ameriki v Las Vegasu na razstave elektronike CES 2018. Karsten Breitfeld, soustanovitelj in izvršni direktor družbe Byton, je dejal, da je načrt njihovega prototipa še vedno enak. Pri njih gre za nemški inženiring, kitajsko proizvodnjo in za vlagatelje največjega avtomobilskega trga na svetu, ki ima močno vladno politiko za podporo avtonomnim vozilom v mestih. Lastniki podjetja zagotavljajo, da bodo lahko potrošniki vozilo kupili do naslednjega leta za približno $45,000.